Bronaste reliefe na 3 granitnih stebrih so slovesno odkrili v sklopu dneva spomina na znane Suhokrajnce. Po mnenju pobudnice parka je to drugi korak k ohranjanju suhokranjske identitete in zgodovinskega spomina. Ta spominska obeležja govorijo nam o ljudeh, ki so v množici, v tako daljnih, oddaljenih časih, v težkih pogojih se dvignili iz nekega povprečja in ustvarjali, delali s svojim znanjem, motivacijo, voljo, prispevali k razvoju. S tem nekako damo pomen seveda znanim Suhokrajncem, ki so v preteklosti za Suhokrajino ali pa seveda tudi drugje po svetu naredili kaj pomembnega oziroma odločilnega. Eden takšnih je bil knez Auersperg s kariero, kakršne pred njim in za njim ni imel noben drug plemič na slovenskem ozemlju. To mu je uspelo po spletu srečnih naključij, pa tudi zaradi lastne sposobnosti priti celo do cesarskega dvora v neposredno bližino samega cesarja. Bil je tam prvi njegov minister, veleposlanik, vzgojitelj bodočega cesarja, ki je na žalost prej umrl. V naslednjih letih želijo postaviti še 2 takšni spominski znamenji, ki ju bodo sproti dopolnjevali. Dobivajo se novi podatki o nekih glasbenikih, ki so na določenem področju izstopali, vendar so to še neraziskane stvari. Ob dnevu spomina na znane Suhokrajnce so se na šoli poklonili tudi olimpioniku Leonu Štuklju, ki je bil po materi Suhokranjec. Pred njegov doprsni kip pred šolo je skupaj z učenci Lovorov venec položil njegov dolgoletni prijatelj Tomaž Zajc.